Jaz sem truden, Vimpi. Tudi jaz sem truden, Vampi. Že 2 uri pospravljam tole hišico. Že 2 uri delam na vrtu. Je to še kakšno življenje, če moraš od zgodnega jutra do poznega večera pometati, ribati, zalivati rože, prekopavati gredice, brisati prah, umivati posodo, obirati sadje, gnojiti zelenjavo, pa spet pometati in ribati. Vampi? Ja? Se še spominjaš? Česa? Kako srečna sva bila, ko sva bila še razbojnika. Pominjam se. Vampi? Ja? Kdaj si zadnjič kradel? Počakaj, da se spomnim. Kaj pa delaš, Vampi? Razmišljam. Razmišljam, kdaj sem zadnjič kradel. Že vem, včeraj. Včeraj? Kaj pa si ukradel? Obljubi mi, da ne boš hud. Zakaj ne bi bil hud? Najprej mi obljubi, da ne boš, potem ti pa povem. Obljubim. Včeraj sem ukradel 2 krompirčka z tvojega vrta. To sploh ni bila tatvina. Zakaj ne? Zato, ker sem prav ta 2 krompirčka ja že kradel predvčeraj sem šnim z tvojega vrta. Že, ampak prav ista 2 krompirčka sem jaz predvčeraj še ukradel z tvojega vrta. To sta bila pravzaprav tvoja krompirčka, ki sem jo jaz predvčeraj ukradel z tvojega vrta. Zelo, zelo žalostno. Kaj? Da sva tako nizko padla potem, ko sva oropala vse banke daleč naokrog. Daniel in Dorotej sva dala besedo, da ne bova nikoli več kradla. Samo potem, po kojem sta se poročili z nama. Ja, vem. Kamorkoli, bratec, veš, se pred nama trepeta, se pozodo naju zveš, da sva prima lopova. Vimpi, Vampi, sva mi dva, slična sva kot bratu brat, pravzaprav kot tatu tat, saj oba sva lopova. Vidva sva lumpa brava, boljših valutov svet, najnadična slava, gre križem svet. Pst, Vimpi, Doroteja prihaja. Pst, Vampi, Daniela prihaja. Pozdravljena, Doroteja. Pozdravljena, Daniela. Kje si bila? V mestu, pa ti? Tudi jaz sem bila v mestu. Čudno, da se nisva srečali. Jaz sem bila v glavnem mestu. Tudi jaz sem bila v glavnem mestu. Kaj pa si počela v glavnem mestu? Nakupovala sem v trgovinah. Tudi jaz sem nakupovala v trgovinah. Pa res čudno, da se nisva srečali. Jaz sem nakupovala v najboljših trgovinah. Tudi jaz sem nakupovala v najboljših trgovinah. Kaj pa si kupila? 7 klobukov. Prav toliko klobukov sem kupila tudi jaz. Kakšni so tvoji klobuki? Krasni. Upam, da nisva kupili enakih klobukov. Kaj ti moji so prekrasni. Prvi je rdeč, drugi plav, tretji vijoličast, četrti zelen, peti rumen, šesti bel in sedmi pa oranžen z zelenimi pikami. Prav takšne klobuke sem kupila tudi jaz. Rdečega, plavega, vijoličastega, zelenega, rumenega, belega in oranžnega z zelenimi pikami. Kaj pa boš s temi klobuki? Nosila jih bom vsak dan drugega. Ponedeljek rdečega, torek plavega, sredo vijoličastega, četrtek zelenega, petek rumenega, soboto belega
in v nedeljo oranžnega z zelenimi pikami. Hvala lepa, da si mi to povedala. Kar kamen se mi odvalil od srca. Zakaj? Zato, ker bom jaz nosila ponedeljek plavega, v torek vijoličastega, v sredo zelenega, v četrtek rumenega, v petek belega, v soboto oranžnega z zelenimi pikami in nedeljo rdečega. Konec me bil, če bi ti nosila ob istih dnevih enake klobuke kot jaz. Tudi mene bi bilo konec, če bi videla na tvoji glavi svoj klobuk. Domov grem, Doroteja. Tudi jaz grem domov. Papi! Prosim, Daniela. Pridi takoj sem, pomagam mi boš nesti klobuke domov. Kakšne klobuke? Moje nove klobuke. Ja. Si opral perilo? Ja, ja. Si pometil po tleh? Ja, ja, ja. Dobri opran? Ja, 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 ja. Si stepil pred kogo? Ja, 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 ja. No, potem si lahko malo odpočiješ. 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 Kateri dan je danes? Počakaj. Včeraj je bil torek in jutri bo četrtek, se pravi, da je danes sreda. Tako je, danes je sreda. Sreda, sreda, sreda. Potem moram danes nadeti vijoličasti klub. Imenitno se mi poda, a ne? Imenitno se mi poda. Samo, tale rdeča obleka se ne ujame z vijoličastim klobukom. Kaj se ti zdi, Vampi? Res se ne ujema. Torej priznaš? Kaj moram spet priznati?
Da se rdeča obleka ne ujame z vijoličastim klobukom. Saj sem rekel, da se ne ujema. Ja, rekel si. A jaz pa pravim, da si moram kupiti takšno obleko, ki se bo ujemala z vijoličastim klobukom. In to pripričim. Vmesto grem, da me Doroteja ne bo prehitela. V trgovini sem videla čudovito vijoličasto obleko s čipkami. Na svidenje, vampi. Ach ja, če nimaš drugega dela, pa še kad se lepo pa spravijo veri po bližnjih pometu. Spravijo veri po bližnjih pometu. Ja. Si pa mnoji zelenjavo? Ja. Si pa prav sadje? Ja. A si pojedel sadje? Ja. A tako? To si torej napravil, čeprav si ti zavičala dan. Kaj si napravil? Sadje si pojedel, kruške in jabolka, pomaranče in limone, grozdne in banane. Vse si sam rekel. Vse to, da sem rekel? Ne spominjam se. Še manj pa se spominjam, da bi vse to pojedel. Si pojedel sadje ali nisi? Ne, nisem ga pojedel. Samo malo sem ga poskusil. Saj si mi rekla, da ga ne smem pojesti. O tem, da ga ne smem malo poskusiti, pa nisi rekla niti besedice. Kaj pa boš sadem? Se ga nikoli nisi posebno marala. Klobuke bomo krasila z njim. Daj mi 2 banani in 1 grozd. Kaj ni čudovito, vijoličast klobuk okrašen z bananami in grozdjem. Res je okusno. Kaj je okusno? Zlato-rumene banane in temno-plav grozd. Pa klobuk? Se ne bom pojedel klobuka, namreč grozde in banane. Samo nekaj me skrbi. Če te skrbijo banane, ki se kmalu pokvarijo, si nikar ne razbijaj glave. Vsak dan jih bom zamenjal, namreč banane na klobukih, tako da ne bodo zgnile na tvoji glavi. Malo nagnite banane so najbolj okusne. Glede banan me prav nič ne skrbi. Samo tale obleka se mi ne zdi primerna. Primerna? Zakaj? A zate? Ne zame, pač pa za klobuk. Hotela sem reči, da se vijoličast klobuk vije z rdečo obleko. Že vem, kaj bom napravila. Šla bom v mesto in kupila čudovito vijoličasto obleko s prekrasnimi čipkami. Na svidenje, Blimpi. Pa glej, tako me ne bo, ne boš me zmagil. Stopi na vrst in še malo stane grozde. Stane grozde! Kaj delaš? Rože zalivam na vrtu, pa ti? Pometam. Že spred? Spet. Kaj nisi že prej vse pometil? Sem. Ali je treba hišico pomesti po 2-krat na dan? Če tako ukaže Daniela, jo je treba pomesti tudi po 10-krat na dan. Pa ti? Kaj nisi že poprej zalil vseh rož? Že, ampak Doroteja mi je naročila, naj še enkrat zalijem.
v Božice. Zakaj? Zato, ker gotovo mislijo, da je po vodu. Kam pa je šla Doroteja? V mesto. Je tudi Daniela šla v mesto? Ja. Po kaj pa je šla? Saj je komaj prišla od tam. Šla je kupiti novo obleko. Vijoličasto, takšno, ki bi se ujemala z njenim novim klobukom. Tudi Doroteja je šla kupiti novo obleko. Saj se mi je kar zdelo. Kaj se ti je zdelo? Da so klobuki še na začetek. Potem pridejo obleke, potem čevlji, potem rokavice in potem spet klobuki. Poslušaj, Vimpi. Znebiti se morava hišic in vrtov in to za vse večne čase. Jaz moram zalivati rože, tako mi je naročila Doroteja. Ti kar zalivaj, ampak tvoje ušesa ne me poslušajo. Torej, prodati morava hišici in vrtova. Zakaj pa? Da nama ne bo več treba pospravljati in delati. Če ne bova več garala, kaj bomo potem sploh delala? Kaj pa sva pridelala? Kradla? Misliš? Tako je kradla. Pa obljuba? Kakšna obljuba? No, tisto, ki sva je slovesno dala Danieli in Doroteji, preden sva se poročili z njo, da ne bova nikoli več kradla. Razbojniki ne poznajo obljub. Ampak mi dva nisma več razbojnika. Pa bova spet postala. Mene je mečkeno, čisto mečkeno strah. Imaš obe pištoli? Imam, pa boste ne smel skriti, tako je pa po roki. Pripaši si pištoli, pa te ne bo več strah. Če imam pištoli v rokah, se niti ne bojim šerifa, če je ta slučajno poznal pištoli doma. Tako je bil. Če bova prodala hišici, bova dobila na kupe denarja. Seveda. Ampak, komu bova prodala hišici? Glej, na to še pomislil nisem. Saj si mi kar zdela, s tvojim načrtom ne bom nič. Jaz sem za vsak slučaj naprej stalivo rože. Bang! Vimpi, kaj pa počneš? Zamenjal sem škropilnico s pištolo. Tiho bodi. Nekdo prihaja. Skriva se. Jaz sem Toni. Meni včasih nekdo pravka ustrelil iz pištole. Jaz sem namreč direktor največjega cirkusa na svetu in na divjem zahodu. Najslavnejši krotilec slonov, levov, tigrov in boh vseh časov. Sem najznamenitejši akrobat na vseh 5 kontinentih. Znam napraviti 2-kratni salto naprej in nazaj. Če je potrebno, lahko nastopim tudi kot vrvohodec. Ne verjamete? Poglejte, prosim, lepo.
No, kaj sem rekel? Kolja po vrvi je zame prava igrača. Z menoj sta moja zvesta tovariša. Če enkrat zazvižgam, pride prvi. Takole, to je Rex, kralj vseh živali. Pravzaprav je to bivši kralj vseh živali, kaj te živali sem prodal. Ja, kaj hočete, tudi cirkusanti morajo jesti, kot drugi navadni ljudje. In to ne manj 3-krat ali vsaj 2-krat na dan. No, Rex, veste, Rex mu je ime. Rex prvi. No, Rex, pokaži cenjenemu občinstvu, prosim lepo, kaj znaš. Bože, kaj ali ne? Boš pokazal? Kaj pa ti je? A lačen si uboščen. Veste, tudi levi morajo jesti, čeprav so kralji. Zelo veliko pojedo. Zelo veliko. Potrpi še malo, Rex, da predstavim cenjenemu občinstvu še eno sodelavko Uhico. Takole, in tole je Uhica, prosim lepo. Najbolj učena oslička na svetu in še posebej na divjem zahodu. Edina oslička, ki nosi na očnike in je diplomirala na univerzi Sol. Kaj pa ti je, Uhica? A lačna si. Tudi vas Rexom sva lačna, ampak nažalost smo že včeraj vse pojedli. Pa tudi denarja nimam, da bi kaj kupili. Veste, kaj, moja prijatelja? Predlagam, da se najprej naspimo, potem pa bomo že videli, kaj se da ukreniti. Kadaj človek naspan, vedno najde kakšno rešitev. Počakajte, počakajte. Kaj, če bi pokazali cenjenemu občinstvu našo cirkuško točko? Mora bo padlo kaj cvenka. Cvenka, sem rekel. Cenjeno občinstvo, s to točko, ki ste jo pravkar videli, smo jaz, Rex in Uhica nastopali v vseh pomembnejših velemestih sveta. New Yorku in Londonu, Moskvi in Pekingu, Parizu in Rimu, Ljubljani in Mariboru. In na Radišah! Roke kvišku! Kaj ste glulev? Roke kvišku! Oprostite, ampak Leovaju ne razume, razen tega pa nima rok marveč šape. No, pa ne da šape kvišku. Jaz mu moram ukazati, sicer ne bo obogel. No, Rex, pozdravi gospoda. Ne zdravo, pač pa šapam iz obema. Tako lepo, lepo. Zdaj pa tako ostane. Veste, to ni navaden lev, to je cirkuški lev. Navajen je samo na moje komande. Dovolite, da se predstavim. To ni svetovno znani krotitelj divjih zvari. Ne premikaj se, drugače te bom prenuknjal. Še temu oslu pa bi ne daj roke oziroma šape kvišku. To ni osu, to je Uhica, prav tako cirkuška artistka. Poje in pleše. Če želi, da vama zapleše patabata ali pa valček. Valček.
že prav, stari. Povej najbolje po primiru in naj da že enkrat šape kvišku. Opla, Uhica! Bravo! Zdaj pa morata zaploskati. Kaj morava? Zaploskati, kot je to navado v vaših cirkusih. Si znovu? Pa zaploskava, saj naj to nič ne stane. Kako pa ne zaploskava, če ima pištole v rokah? Če vama smem svetovati, spravite pištoli za pas in zaploskajta. No prav, pa zaploskajva. Hvala lepa, hvala. Zdaj se lahko pomenim. Kako vam je? Jaz sem Vampi, tale tam pa Vimpi. Vampi in Vimpi. Zelo me veseli, da smo se seznanili. S čim vama lahko ustregem? Če želite, vama pripravimo imenitno cirkuško točko. Peli bomo, plesali, izvajali enojne in dvojne salte, po želji pač. A vse to znate? Veste, cirkus mi je na moč všeč. Vimpi, si pozabil na naj načrt? Si pozabil, kaj moramo gospoda vprašati? Gospod Toni, bi hoteli kupiti 2 ljubke hišice in 2 vrtička? Mislite, ti 2 hišici? Ja, tale na levi je moja, tale na desni pa Vimpijeva. Čedi hišici, nikaj reči, samo ne vem, kaj bi počel s hišico in vrtičkom. Veste, mi cirkusanti smo vedno na poti. Danes tukaj, jutri tam. Gospod Toni, jaz vam dam svojo hišico tako rekoč za ston. Podarim vam jo. Hvala lepa, ampak vašega darila res ne morem sprejeti. Kot sem že rekel, ne vem, kaj bi počel s hišico in vrtičkom. Lahko bi jo pospravljali, pometali in ribali. To so zelo prijetna opravila. Ribanje in pometanja ne maram. Reši nastopam v cirkusu. Je mnogo manj utrudljivo. Ja. Kaj praviš? Ja. Tebi sta všeč vrt in zelenjava. Gospodična ulica, kao gledajte si vrt od blizu, če vas mika, pa privoščite si kakšno kolerabico ali špinačko, pa tudi rošče lahko poskusite. Ne, hvala lepa, Uhica je samo seno. No, pa nasvidenje, morda te drugič. Čakajte lepo, gospod Toni. Če zameta na eni hišici, vam dava vsak $100. Vi vam meni? Ja. Koliko ste rekli? 200? Ne, 150. Slišim prav 170. 160 in niti dolarja več. Vsak 160 in še $1 več. Kupčija je sklenjena, sezimo se v roke. 2 krat 160 je... $322. Prav, $320. Vimpi, daj denar. Jaz bom dal 20 taka, ti pa daš 300 take. Tako ti ostanem 10 tak dolžan. Prav? Bože prav, če ti, ki znaš računati, tako praviš. Tukaj imate denar, gospod Toni, in nikaj ne pozabite zalivati rože. Drugače bo Doroteja zelo huda. Kdo ste rekli, da bo hud? Nihče. Vimpi ste samo šalil. In še enkrat najlepša hvala. Pravo uslugo ste nama napravili. Nasvidenje in najlepša hvala. Ni za kaj. Zdi se mi, prijatelje, da smo naleteli na 2 prava bučmana. Ampak kaj, če gre za potegavščino? Pa kakšno? Tukaj je denar, tam sta hišici, dolari so menda pravi. Še prešteviš ho. 10, 20, 310, 320. Vse je v najlepšem redu. Nista me naplahtali. Nocoj bomo tukaj spali, jutri pa jo bomo maknili že na vse zgodaj v najbližje mesto. Zdaj imamo dovolj denare. Ustanovili bomo pravi cirkus. To bo še vesel. A vi boste utrujena? Sej gremo takoj spat. Ti rekš, bo spal v levi hišici, ti Uhica pa v desni. Jaz bom spal tukaj. Lahko noč, Reks, lahko noč, Uhica.
Le kdo je postavil tole ogledalo na naše križišče? Čudež, zgodil se je čudež. Ogledalo je spregovorilo in to z Danielinim glasom. To bo najbolj čudežno ogledalo iz pravljic. Ogledalo, katera je najlepša na svetu? D-A. Ne da, noveč do. Ja se ne imenujem Dama, ki ima Slovacija. Daniela. Slovacija. Kleparka. Filka. Avša. Rapa. Tega ti ne podam do konca življenja, da veš. Nikoli več ne spregovorila s tebojni veselice. Vampi se je našemil leva. Hej, Vampi, zbudi se, dovolj si na nuharu. A bože kaj ali ne? Kaj še reča boš, te bom že ukrotila. Tako. Zdaj pa lepo pometi pot, ker sem ga zaradi tebe umazala. Ampak mene ne boš prelisičil. Počakaj, uščipnila se bom. Au, torej bedim, Vimpi, kaj se je zgodila s teboj? Sploh se ne spoznam več. Saj si bi vedno nekot oso, ampak zdaj si mu celo podoben. Hej, Vimpi, vstani, slišiš, za ušesa te bom. Naročila sem ti, da zaliješ rože na vrtu. Na, ti imaš kopilico, pa hej na vrt. Vrt! Odlično sem se naspal. Sanjalo se mi je, da sem nastopal v velikanskem cirkusu. Krotil sem tigre in slone. Igrali so nogomet. Pravkar so sloni zabili tigrom gol. Pa sem se zbudil. Škoda, takšne tekme človek ne vidi vsak dan. Pogledal bom, ali sta se Rex in Uhica že zbudila. Če ne bi bil dobro vzgojen, bi vam jaz zastavil prav isto vprašanje. Dovolite, da se predstavim. Toni, cirkuški ravnatelj, honorarno delam kot krotitelj divjih zveri.
Oprostita, sta vi dve sestri? Ne, kako pa pride kaj takega na misel? Mislil sem, da sta sestri, ker sta podobno oblečeni. Jaz sem Daniela, vampijeva soproga. Čigava soproga ste? Soproga tegale gospoda, ki pometa tla. In če se boste nespodobno vedli, vas bo moj soprog pri priči nagnal. Menim, da gre za pomoto. Tale gospod, ki pometa tla, ni vas soprog, kako vi trdite, pač pa moj artist Rex, prosim lepo. Hočete reči, da tudi tale gospod, ki zaliva rože, ni moj soprog Vimpi? Natanko to. Tale gospodična, ki zaliva rože, je oslička Uhica, prav tako artistka iz cirkusa. Iz cirkusa? Tako je, moj rad. Ja, kje pa potem vampi in Vimpi? Če se ne motim, sprašujete za gospoda, ki sta bila lastnika teh dveh hišic. Vampi in Vimpi nikoli nista bila lastnika na eni hiši. Prostita, prosim lepo, lastnik oveh hišic sem jaz. Vi? Ja, jaz. Pred dobro uro namreč sem kupil od Vampija in Vimpija. Koliko pa ste plačali? Tega vam žal ne morem zaupati poslovna tajna. Samo to vam lahko povem, da je kupčija bila pošteno sklenjena. Kaj bova zdaj, Doroteja? Ne vem, postali sva si vodi razstrejena slava. Nikaj ne jočita, moje dame. Veste kaj? Pridružita se meni, Rexu in Uhici. Kaj pa bova delali? Nastopali boste v cirkusu. V cirkusu? O, to bi bila čudovito. Jaz znam peti in plesati. Jaz pa plesati in ti. No, vidite, torej smo domenili. Že vidim vedi imeni, kako se bleščita nad vhodom v cirkus. Nocoj nastopata svetovno znani plesavki in pevki, oziroma pevki in plesavki. Kako vam je ime? Daniela. Doroteja. Nocoj nastopata svetovno znani in priznani Daniela in Doroteja. Kako ste rekli, da bo pisalo na vhodu v cirkus? Nocoj nastopata svetovno znani in priznani Daniela in Doroteja. Ne, ni prav, pisati bi moralo takole. Nocoj nastopata svetovno znani in priznani Doroteja in Daniela. Daniela in Doroteja. Nekaj se, prosim, lepo ne prepirata. Pisalo bo takole. Nocoj nastopata svetovno znani in priznani DD. Kaj pomeni to DD? Darling, darling. Darling. Darling, 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 darling. Jaz sem šerif. Edini šerif na divjem zahodu, ki ima 3 pištole. Eno za desno roko, drugo za levo roko, tretjo pa za levo nogo. S 3 pištolami v ženjem še tako prekanjenega lopova v kozi rok. Danes sem takole za malico ujel tale 2 nepridiprava, ki sta ravno hotela oropati banko v mestu. Ko sta mi zagledala, sta pazila kot rica na moje roki, medtem pa sem jaz znovo sprožil pištolo in ju razorožil. Dobar dan, moje dame. Pozdravljen, gospod. Ali poznate tale 2 čredneža? Seveda ju poznamo. Tale moj soprog Vampi. Tale pa moj soprog Vimpi. A ja, če je tako, potem ju seveda ne bom odpeljal v zapor. Ampak če ju samo še enkrat zalotim, da stikata slabimi nameni po mestu, ju bom zapol. Gospod šerif, ali vas lahko nekaj vprašam? Prosim. Imate v zaporu rože? Rože? Ne, rož pa res nimamo v zaporu. To se pravi, da zaporniki nikoli ne zalivajo rož? Saj sem rekel, da v zaporu sploh nimamo rož. Potem naj jo lepo prosim, takoj pelite v zapor. Dovolj noči, fanta! Če mi vedno zagotovite, da boste vse bolj pazili na njo, pustim na prostosti. Gospod šerif, samo še nekaj se moramo pomeniti z njima. Vampi!
Ali obljubiš, da ne boš nikoli več pobegnil hiše? Tega ne more obljubiti. Zakaj ne? Zato, ker nimamo več nobene hiše. Sej res. Ali sploh veste, da bova midve z Dorotejo nastopali v cirkusu? Ja, gospod Toni ne je povabil. Plesali bova in peli. Ker, če bi še vidva šla med cirkusante, tako bi bili vedno skupaj. Trenutek, moj dam. To ni tako preprosto, kako si vedve predstavljata. Kaj pa sploh znata? Mi dva znama imenitno streljati s pištolo. Puf, puf, bang! Zadaneta na 20 korakov cigareto, ki jo drži šerif v ustih? Na 20 korakov zanesljivo zadaneva šerifa. Glede cigarete pa moram priznati, da še nikoli nisem poskušal. Ne, streljanjem ne bo nič. Vidva bi mi postreljala vse gledalce. Kaj še znata? Plesati. Doroteja, kaj si pozabila, da nimava več doma? Vampi in Vimpi sta prodala na eni hišici gospodu Toniju. Brez skrbi, moji dami. Toni ima srce na pravem mestu. Podarim vama hišici, čeprav sta me veljali lepe denarce. Hvala lepa, gospod Toni. Najlepša hvala. Ni za kaj. Toni je najradodanejši človek na svetu, zlasti na divjem zahodu. Zdaj pa domov, Vampi. Oprostite, gospod šerif. Tudi jaz imam pravico nekaj vprašati. Kaj pa bom moral doma delati? Pospravljal bo šišico, pometal, ribal, brisal prah, poperilov. Kaj bom jaz moral delati doma? Zakopava boš kredice na vrtu, gnoj zelenjava. Potem gre že rejši šerifu v zapor. Tudi jaz ne grem domov, če mi ne obljubiš, da mi ni treba več pospravljati in pometati. Kaj pa boš delal, če ne boš pometal? Kaj? Raj bi naprimer zalival rože. Jaz bi pa rejši pometal. Prav, Vampi. Obljubim ti, da boš odslej delal samo na vrtu. In ti, Vimpi, boš odslej pospravljal hišico, velja? Velja. Rex, Puhica, preden se bomo poslovili od te prijetne druščine, bomo še nekaj zapeli in zaplesali. Seveda samo, če nam bo šerif dovolil. Kar izvolite.